Državnem zboru sprejemamo rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013. Moj javni odziv na rebalans izvira zaradi tega, ker ocenjujem, da gre v rebalansu za eklatantno kršenje zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015. Zmanjšanje sredstev se je zgodilo kljub drugačnim zavezam se strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dogovorjenem na sestanku z ministrom in njegovimi sodelavci v začetku junija letošnjega leta. Zakon o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 v 6. odstavku 4. člena pravi: sredstva za izvedbo programa se zagotovijo na posebni proračunski postavki službe, praviloma v višini 5,5 milijonov evrov letno. Skladno s proračunskimi možnostmi in potrebami izvajanja programa lahko vlada s programom ali z njegovo spremembo določi tudi dodatne inštrumente, višji skupni znesek in drugačno letno dinamiko izvajanja, vendar mora biti program uresničen do leta 2015 v skupni vrednosti 33 milijonov evrov. S spremembo programa, ki ga je vlada sprejela 13. marca 2013, je za njegovo izvajanje v letu 2013 predvidenih 6 milijonov evrov, med drugim 2,3 milijona evrov za obveznosti prevzete že v letu 2012 in 2,7 milijona evrov za že končane razpise v letu 2013. Dodatno je bil predviden še razpis za male projekte v kombinaciji z regijsko garancijsko shemo v višini 0,6 milijona evrov. S predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije se sredstva, ki jih določa zakon, znižujejo na vsega 2,8 milijona evrov. Po mojem trdnem prepričanju pomeni to grobo kršitev omenjenega zakona. Da se z rebalansom nedopustno in krepko posega v sredstva omenjenega zakona, naj podkrepim še z naslednjimi dejstvi. Za leta 2010, 11 in 12 je bilo s programom predvidenih 3x po 6 milijonov evrov, torej skupaj 18 milijonov evrov. Dejansko jih je bilo možno do sedaj porabiti 11,8 milijonov evrov, kar predstavlja le 2/3. Če dodam še v letu 2012 dodeljeno porabo v letu 2013 v višini 2,3 milijona evrov, je bilo dejansko na razpolago od predvidenih 18 milijonov evrov le 14,1 milijona evrov, kar že samo po sebi pomeni več kot skoraj 22% znižanje planiranih sredstev. Poslanska skupina Nove Slovenije je že na seji odbora za finance 8. julija vložila amandma, ki bi preprečil kršitev omenjenega zakona, vendar ga je vladna koalicija zavrnila. Amandma je že vložen tudi za današnjo sejo Državnega zbora. Opozoriti želim tudi na nenavadno početje vlade, ki je po objavi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, tukaj gre za Pomurje in Pokolpje, v letih 2013 do 2015, kar z uredbo dodala še mariborsko območje. Pomurski denar gre torej tudi v Maribor, ker sta se, domnevam, tako dogovorila Zoran Janković in Andrej Fištravec.